Zdaj imam hčerko staro že 14 let, ko sem postala županja, je hodila še v vrtec in je bilo zelo težko usklajevati, ker veliko aktivnosti, vse seje odbori komisije so v večernem in popoldanskem času. Tukaj so mi pomagali soseda, starši, da so poskrbeli za varstvo. Politika je način življenja, ne? In jaz sem pri svojih opravilih, ki sem jih do sedaj opravljala, perfekcionist in bi rada tudi tu. Vidim pa, da nimam ta pravih veščin in znanja. Imam tisto žensko intuicijo, imam te globalne poglede, sem komunikativna, vidim rešitve, vidim končni rezultat, ampak enostavno obsedim in obtičim, ker nimam teh tehnik, veščin izpopolnjenih. Kar se tiče, kaj bi pa potrebovala, no, jaz mislim tudi tako, kot je rekla, obstaja moški lobi, ampak jaz mislim, da me bi se mogle bolj naučiti tudi to, ker ni nujno, da je vedno možno narediti ženski lobi v svojem, ta moški lobi z enim spinom pripriča, da bi prišel na naše razmišljanje oziroma da bi tudi sprejel naše ideje in vključeval naše projekte. Potrebujem pa predvsem znanje, se pravi orodja, ki obstajajo v tem političnem svetu in kako ta orodja uspešno uporabiti. Tega znanja nimam. Sem prepričana, da lahko v eni taki skupini, v takem krogu ljudi, ki enako potrebujejo orodje in tudi iščejo načine, kako uresničiti svoje predloge, zato lahko skupaj uspešno naredimo. Pomembno se mi zdi, da se ženske povezujemo, ker seveda obstajajo tudi nasprotovanja med ženskami, kar je zelo pogosto, in moški to zelo radi tudi izkoristijo, ker pač so prepričani, da gre za ženska čustva in da se ženske na čustveni ravni pogovarjamo. Pa vendar temu ni vedno tako, ker gre tudi za čisto strokovna stališča, ki so se pa lahko različne. Torej, manjka mi znam, gotovo mi manjka znam iz delovanja v političnem svetu in že vsekako si želim povezovanja in da s tem seveda tudi raste in se prepričuje še. Nikoli ni bilo zaznati od nobene izmed nas, no, moram reči, dajmo zdaj nekaj narediti za ženske. To ni bilo v prvem planu. Ne? Šlo je za vedno neko zelo projektno delo, za neke zelo konkretne izzive. Res je, da smo recimo pretežno ženske podpirale mladinski center, recimo. Res je, da smo pretežno ženske podpirale bolj neke socialne ukrepe. Pogosto smo se našle na področju okolja, varstva okolja in tako naprej. Ne? Ampak meni se to danes ne zdi več ženska, moška tema, ne, o tem res ne moram govoriti. Pogrešam tudi to, da morda županje, resnično tako kot je zdaj, se moramo več družiti in s temi druženji smo začeli županje takrat v letu 2007, takrat nas je bilo 7, potem nas je bilo 10, danes nas je že 16. Mislim, da je tudi tu lep uspeh. Še več druženja, še več izmenjave izkušenj in dobrih praks. Solidarnost, jaz moram reči, da sem pravzaprav pogrešala moško solidarnost, ne? Kot sem vam prej opisala, kadar je šlo za neke županove seksistične izjave, so moški kolegi pač zatajili na celi črti. Sej zatajili so tudi v parlamentu, če se spomnite. Pred časom pri izjavi o pregledovanju mednožja je bil en sam poslanec, ki je bil potem tudi predsednik parlamenta, dr. Gantar, ki je javno protestiral in to je bilo to. Tako da tukaj lokalna politika v resnici ni nič posebna, pravzaprav je samo odslikava tega, kar imamo sicer na nacionalni ravni.